bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes bomo pogovarjali o eni zelo zanimivi temi, o kateri piše celo ena knjiga. Besedica pa je obilje. Verjetno si vsak izmed nas drugače predstavlja obilje. Večina, da imamo zadosti denarja in nam ni treba skrbeti za nič. Za nekoga drugega je obilje, kadar je obkrožen s prijatelji, kadar je vedno dobre volje, za nekoga obilje, kadar je zdrav, ni treba k zdravniku, ni treba jemati zdravil. Kako nam pri vsem tem skupaj lahko pomaga ena knjiga, o tem se bomo danes pogovarjali. Knjiga Kako živeti v obilju. Če jo niste še prebrali, vam bomo prebrali nekaj izjav, ki so nam jih poslali bralci. Bojan je napisal: izvrstna knjiga, prebrana v 2 dneh. Tudi Vesna jo je pohvalila. Končno štekam. Kako sem se vrtela v enem in istem vzorcu. Zdaj sem že ven. Hvala vam. No, to je napisala Vesna. Cel kup sporočilc smo dobili. Nimamo časa jih prebirati. Bolje, da vi sami izveste, za katero knjigo gre. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to podstopite. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Knjiga uči živeti obilje, med drugim pa boste v njej izvedeli tudi, zakaj ne živimo v obilju, kakšen je pravi obraz bogastva, kako najti izhod iz strahu in živeti v obilju, je denar dober ali slab, katera je prava motivacija za pridobivanje denarja, katera prepričanja nas omejujejo, da ne živimo v obilju, kaj je največ, kar ti lahko denar ponudi, je to varnost, kako živeti kot milijonar brez milijonov, kako zaživeti življenjsko poslanstvo, kako vedeti, da si na pravi poti do obilja in če je finančno stanje rezultat, kateri vzrok spremeniti, da bi ga bilo več, katere tehnike in metode uporabiti, da bi denar prihajal pogosto in z lahkoto, kaj sporoča rokopis in podpis, kako urediti dom, da privabiš blaginjo v svoje življenje, katere barve, števila prinašajo obilje, česa farmacija in kozmetična industrija ne želista, da izveste. Naročite jo lahko na 02 6200 230 ali v spletni trgovini www.klepetobkavi.si. Kako živeti v obilju, to je ta knjiga. Omenil sem vam prej, da je cel kup bralcev poslalo svoje mišljenje o tej knjigi, ampak ne le knjigo berejo tudi ljudje, ki se ukvarjajo z kakovostjo življenja, ki pomagajo drugim, da lepše živijo. Vaša in naša stara znanka in prijateljica Elena Sofija Seničar je prebrala knjigo. Pa poglejmo, kaj o knjigi misli ona. Проблема je v том, da ljudi не знают привлечь энергетику обилия. И в твоей книге, которая je красная книга, res imela zelo veliko čast prebrati to knjigo, bi rekla, to je nekaj vrste priporočnik, kateri bi lahko bil v vsakej družini, v vsakem gospodinstvu. Ker tukaj настолько ti čist na preprosti način, navadno, razložiš ljudem, kako, na kak način začeti razmišljati, pa privlečiti v sebe energetiko obilja. Ljudi, kateri na nek način ne vejo, kako, na kak način, oni v bistvu ne razumejo, kaj je to obilje. Ker včasih, če ti slabo razmišljaš, če ti zameriš ljudem, če ti obsoješ človeka, ti dejansko sebe lahko privlečeš obilje nesreče ali recimo obilja bolezni. Это tudi obilje, samo ne veš kak, na kak način. Najbolj zanimivo mi je, da ljudje, ki se ves čas pritožujejo, da nikoli nimajo dovolj denarja, imajo prav. Res nikoli taki ljudje ne pridejo do denarja. Denar je dovolj. Problema je v razmišljanju ljudi. Vsega je dovolj.
če ti pogledaš na našu zemlju, pa ni važno, koliko milijardov ljudi živi tukaj, zemlja je v stanju vseh nas nahraniti. Problema v tom naš odnos do zemlje, odnos do denarja. V tom je problematika. A denarja je dovolj. Toliko lepih besed o tej knjigi. Tako da se mi zdi, da bi mi doživeli obilje, če bi lahko spoznali avtorja, pa ga malo bolj povprašali o vsem tem, kaj je zdaj obilje. Zdravje, denar, družinska sreča, mogoče pa vse skupaj. Jasmina Kandorfer je napisala tole knjigo. Zdravo. Dobar dan, dobrodošla. Zdaj se bomo pa pogovarjali o obilju in vse bomo izvedeli. Nam boš pokazala pravo pot. Jaz bom kar radoveden. Ja, kar. Jaz bom kar radoveden, Jasmina. Je res, da sem jaz avtorica, ampak sem zbrala pravzaprav vse skupaj, preizkusila na sebi in potem je nastala knjiga Kako živeti v obilju. In zato je zaslužnih več kot 2000 gostov, ki so prišli v oddajo Klepet ob kavi in še vedno prihajajo. Vsi seminarji, predvsem pa tiste življenjske lekcije, vsi tisti učitelji, pa tudi mučitelji v življenju. Najprej vam bom vsem povedal in sebi, kako priti do knjige. A lahko? Čisto enostavno. Telefone imamo, 02 62 230. Tako bom jaz prišel do knjige. Potrudite se tudi vi. Jasmina, ali ta knjiga govori o tem, kako priti do denarja, kako zaslužiti denar? Lej, kaj ti bo denar, če si reven smeha, reven zdravja, reven spoštovanja? Ne prav dosti, ne? In ja, knjiga res, da govori o denarju, o tem našem odnosu do denarja, ker treba je vedeti, da toliko, kolikor imaš zdaj na računu. To je samo odraz, torej posledica tega, kakšen odnos imaš ti do denarja, kakšen odnos imaš ti do sebe in kako zaupaš ali pa ne zaupaš v proces življenja. A to pomeni, da včasih se mi niti ne zavedamo, da se sami podzavestno branimo uspeha? Absolutno. Ogromno ljudi je, ki sem raziskovala ta notranja prepričanja, ki nas omejujejo do tega, da živimo v obilju, je eno izmed glavnih to, da se ljudje načeloma bojijo uspeha, bojijo se denarja, zaradi tega, ker veljajo pravila, da denar človeka pokvari, da ljudje, ki imajo denar, so ziher nekaj narobe naredili, niso dobri ljudje. In ravno zaradi tega sem tudi začela s to knjigo, začela zbirati to knjigo in literaturo in vse ostalo, ker poznam ogromno ljudi, ki imajo veliko denarja, ki so, lahko rečem, dejansko milijonarji. Sicer v tolarjih smo vsi milijonarji, ampak govorim to o milijonarjih v evrih tudi, pa v dolarjih. Ampak kljub temu ne živijo kot milijonarji, živijo prej kot kakšni zaporniki in ta njihov upravnik zapora je pa delo, ki ga seveda upravljajo. In ni dovolj, da imaš dovolj denarja. Zdravje, odnosi v družini in ja, pomembna je kariera, ampak takšna, ki ti nudi to, da ti financiraš, podpiraš finančno tudi družino, ampak hkrati, da so takšni odnosi v družini, da tudi tebe podprejo v karieri, ki pa mora biti nekaj, kar ti rad počneš. In videla sem ljudi, ki imajo dovolj denarja, pa niso zdravi, pa nimajo fajn odnosov, so ločeni 3x, 2x in tak naprej. Spoznala sem ljudi, ki so sicer imeli dobre odnose, recimo v družini, ampak so se skozi pritoževali, da ne morejo priti do denarja in da nimajo denarja in jih je skrbelo, kako bojo prišli čez mesec. In mi zdaj že vemo, ker te raziskave so bile opravljene, skrbi zaradi denarja so zračunali in testirali, podoben efekt ima na telo kot fizično mučenje. Se pravi, te finančne skrbi, ki jih imamo, in to ima danes vsak ta drug. To je mučenje. Ko bom vzel v roke tole knjigo, kaj ne da, tam notri bom tudi prebral, ne samo o obilju, tudi o pomanjkanju. Oboje je skupaj povezano. Ja, vsekakor. Razlika je, ali živimo na vibraciji obilja ali živimo na vibraciji pomanjkanja. Ali pa če rečem drugače, razlika je,
če živimo, kot da smo šahist ali pa kot da smo figura? Kako šahist prične dan? Kako šahist prične dan? Ja, razlika je, in v knjigi je tudi to noter, mislim, da je tam 60-67 stran. Velika razlika je, recimo, figure začnejo dan tako, da se jim mudi, da se zbudijo 10 minut preden morajo iti od doma, kje je kakšen zajtrk, kje je kakšna voda. Skratka, mudi se, hiter prideš v avto in potem naletiš na same telebane na cesti, ki ne znajo voziti in si že cel rdeč in cel izčrpan in v stresu že preden prideš v službo, ki pa mogoče tako in tako ne maraš in si tam samo zaradi tega, da dobiš 15. tisto plačo. Tako nekako figura odigra svoje jutro. Medtem, ko jaz sebi rečem, da živim v obilju in živim kot milijonar, pa nimam milijonov. Živim zelo, zelo dobro, zelo kvalitetno in sem hvaležna, ker delam tisto, kar imam rada in imam res rada to, kar delam. In jaz začnem dan ob 4:30 zjutraj, kjer naredim najprej od 5 do 7 kilometrov tudi kardio vadb, zato da se malo zašvicam, da začnem dan. Ob sredah hodim na jutranjo vročo jogo, kjer delamo jogo na 37 stopinjah, pa naredim tai chi, pa qigong, pa res bogat zajtrk, pa vzamem vse tiste stvari, ki se jih zjutraj vzame, pa mumijo, pa tak naprej. In lepo počasi začnem dan, mirno, umirjeno, v stiku sama s sabo, vem, kaj lahko pričakujem tisti dan, se prepuščam in jutro šahista je drugačno. Jutro šahista, to je odločitev. Zdi se mi, da je pa velika razlika tudi v pogledu. Naprimer, pojdiva naprimer, nekdo izgubi službo. Za enega je to katastrofa, za drugega neodkrita priložnost. Tako. In vprašanje je samo, kako smo se mi odločili. Ker v življenju se nam ne dogajajo dobre in slabe stvari. V življenju se nam dogajajo dogodki. In mi smo tisti, ki izberemo, ali je to dober dogodek za nas ali je slab dogodek za nas. Ne? In recimo, ko izgubiš službo, pač, če nisi imel rad te službe, je fajn, ne? Se pravi, imaš zdaj priložnost, da boš pa zbral nekaj, kar ti je fajn. Ne? In ko iščeš službo, recimo neka žrtev, ljudje, ki živijo na vibraciji pomanjkanja, sam da bojo nekaj dobili, nima veze, kaj bojo delali, sam zato, da bojo nekaj dobili in niti ne pričakujejo, da bi to mogla biti služba, ki jim je pa fajna. Ne? Človek, ki pa je na vibraciji obilja, bo pa iskal nekaj oziroma ustvaril nekaj, neko delovno mesto zase, ali bo SP tudi odprl ali kakorkoli, kjer bo delal tist, kar ima rad. In največja finta je pa ta, da tist, kar rad delaš, imaš tudi naravne danosti, talente, sposobnosti za to. In ko ti nekaj delaš, kar imaš rad, kar rad počneš, kaj se zgodi? Ne zgubljaš energije, ne izčrpavate delo, ampak dejansko še rej delaš in še bolj delaš. Moj oče pravi, ker jaz imam to po očetu, da tukaj rada delam to, kar rada delam. Ne? On reče, jaz se zjutraj zbudim, če mi kaj manjka, grem v delavnico, takoj jo zdravim. In je res, ker te to hrani. Pomemben del obilja je zdravje. Kako mi svojo slepoto z dirkanjem za denarjem, ki ga pač moramo imeti, z dirkanjem za službami, ker pač moramo iti v službo, ne, to moramo, ne, če hočemo ali ne, ni najboljše za zdravje. In kako se potem obrne? Ja, obrne se. To ni nič novega, ne odkrivamo tople vode, da Lama je že povedal, kako smo ljudje neumni pravzaprav, da najprej za to, da dobimo denar, damo vse svoje zdravje, delamo nadure, predure, preveč, kakor naše telo zmore ali pa bi želelo. Medtem ko potem kasneje bi dali pa ves denar, ki ga imamo, pa tudi tistega, ki ga nimamo, za to, da bi dobili svoje zdravje nazaj. In ti, če si zdrav, lahko zmeri zaslužiš denar. Ker pa dejansko nisi zdrav, takrat pa zelo težko, da boš imel dovolj denarja mogoče, ali pa da se boš dovolj discipliniral, da boš dobil nazaj to svoje zdravje. Včasih je lahko izgubljeno za vedno. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vem, da vi ravno tako kot jaz potrebujete brco v ta zadnjo,
da začnemo vsi skupaj končno malo drugače gledati na tole naše življenje. Knjiga Kako živeti v obilju vam bo pomagala in čisto nekaj sekund ste oddaljeni od te knjige. 02 62 230. Pokličite zdajle, dokler pa vi kličete, bom pa jaz Jasmino vprašal, kako ti je uspelo napisati tole knjigo, kdaj, 24 ur na dan zaposlena, ali si pobrala baterije van iz ure? Ja, baterije van iz ure. Ne, gre za to, da, kakor sem rekla, delam tisto, kar mi je fajn in res uživam v tem, kar pomeni, da ne zgubljam energijo, pridobivam energijo. In tako je tudi knjiga nastala. Pač v mojem prostem času jaz počnem tisto, kar bi mi nekdo rekel, da je moje delo. In moje delo je tisto, kar jaz sicer počnem v prostem času. Jaz sem raziskovalka in seveda, da raziskujem v prostem času. In moj prosti čas ni prosti čas, je hkrati tudi delo. Skratka, tukaj se vse lepo poklopi in dopolnjeno izdajo sem pa napisala letos na svojem potovanju okrog sveta. Prav uvod sem napisala pod Beluho, to je na Altaju v Sibiriji, ena taka sveta gora, pod cedro sem sedela in sem pisala in vse ostalo pa tudi potem kasneje na Havajih, na Japonski, Novi Zelandiji in tako naprej. Ja, in tudi to je obilje, da si naliješ čistega vina in rečeš, ok, kaj jaz hočem od življenja. Jaz sem kreator, torej ustvarjam to in tako sem si jaz ustvarila priložnost in možnost, da sem šla za 4 mesece potovati okrog sveta. Poleg je napisala knjigo Vprašanje, si bila zelo presenečena, ko je prva izdaja tako hitro pošla? Ja, sem bila pozitivno presenečena. Pozitivno sem bila presenečena zaradi tega, ker očitno ljudi te tematike zanimajo, kar sem blazno vesela, ker Slovenijo recimo kolektivno obremenjuje eno, ne bom rekla neko prepričanje, bom rekla bolj neka navada. In ta navada je, da smo faušija. In recimo sama sem videla odzive nekaterih tudi na to, da sem se odločila, da grem na potovanje okrog sveta, zato ker počnem tisto, kar želim in tako naprej. In dokler Slovenci ne bomo dojeli na kolektivni ravni, da če želimo imeti uspeh v življenju, če želimo biti zdravi, imeti dobre odnose in imeti dovolj denarja za kvalitetno življenje, kakor včasih, ko je bilo normalno, da greš po zimi smučati, poleti na dopust na morje, če bomo vse to želeli in da živimo res dobro in v obilju, potem moramo privoščiti drugim ljudem dobre stvari. Ko vidimo nekoga, da si je nekaj ustvaril, da si je nekaj skrilo, moramo biti veseli za njega, ne pa da rečemo, ja, zihar je nekoga okrog obrno, to je zihar nekaj je bilo, ja, motni posli pa take zadeve, ne? Moramo privoščiti drugim ljudem. Drage gledalke, spoštovani gledalci, še enkrat, če prej niste poklicali, zdaj le pokličite. 02 62 230. Dovolite Jasmini, da vam pokaže vsaj smer, v katero naredite prvi korak. Saj potem bo že šlo. Jasmina, Smer, ja. Smer. Toliko lepih odzivov je ta knjiga doživela, Ja. tako da se pravi, da so izkušnje bile dobre, da je bilo delo dobro narejeno in da lahko napišeš še kakšno knjigo. Ja, sem hvaležna za to vsekakor. Treba je vedeti, da je najboljša formula za neuspeh ta, da moramo vsem ugajati, kar je popolna neresnica. Poleg tega pa, ko najdemo pravo motivacijo in ko nehamo govoriti, da nimamo časa, ker če nimamo časa, pomeni, da nimamo ustrezno postavljenih vrednot, potem se stvari zgodijo same od sebe in ta knjiga je orodje. Ta knjiga ne bo rešila življenja nikomu, ne bo nikomur pomagala, ker mi sami sebi moramo pomagati, lahko pa na poti najdemo kakšna orodja oziroma ljudi, osebe, ki pa nam pokažejo pot, po kateri lahko, ampak sam moraš pa prehoditi to pot. Jasmina, hvala lepa za knjigo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, še enkrat, 02 62 230 in dovolite Jasmini, da vam pomaga. Tolikim je že, naj še vam in naj ne bo besedica obilje, le beseda, naj bo to res tisto, kar živimo. Naj bo obilje naše življenje.
Poizkusite, dovolite Jasmini.